Poleg olimpijskih iger v Tokiu, kjer se naši športniki odlično držijo, dopustov, ki so na vrhuncu, je glavna tema vsakdanjega življenja cepljenje proti virusu COVID-19. To ne gre tako, kot so načrtovali strokovnjaki, saj je delež cepljenih državljanov premajhen, kar lahko pripelje do resnih težav v jesenskih mesecih. Tako današnjo oddajo začenjamo s to temo, poglejmo poudarke. Državni sekretar magister Franc Vindišar na obisku v Trbovljah. Litijska občina med najbolj precepljenimi v Sloveniji. Občina Zagorje ob Savi praznuje. V torek se je v Trbovljah mudil sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Glavni razlog obiska je bilo cepljenje proti koronavirusu, saj je Zasavje najbolj precepljena regija v Sloveniji. Več kot 50% je tako že cepljenih, zato jo je tudi pohvalil. Kljub dobri precepljenosti Zasavcev pa smo po sekretarjevih besedah še vedno na repu precepljenosti v Evropi. Tako da smo v četrtem valu, nismo več niti na začetku. Praktično se to število okuženih vsak teden podvoji in res bomo morali narediti vse, da ta val čim bolj omejimo. In dovolite, da izkoristim to priložnost, da ponovno prosim prav vse prebivalke, prebivalce Slovenije, da se odzovejo na cepljenje. To je namreč najbolj učinkovit način, da mi to epidemijo na koncu tudi premagamo. Ja, verjetno veste, da smo že pristopili k temu, da smo zagotovili večjo dostopnost, tako da v 6 urgentnih centrih že zagotavljajo dostopnost do 20 oziroma do 22 ure. Tukaj konkretno so se dogovorili skupaj z zdravstvenim domom, da to izvajajo. Poleg tega bomo v tem tednu pozvali vse starejše od 50 let, ki še niso bili cepljeni, da se cepijo. In pa seveda napisali tudi dopis družinskim zdravnikom, da pozovejo predvsem te starejše, kajti informacija, da imamo kar 85.000 starostnikov nad 70 let še ne cepljenih, je tisto, kar nam res povzroča velike skrbi. Napovedi inštituta Jožef Štefan so zaskrbljujoče. Tu gredo številke v nekaj 100 hospitalizacij. Seveda vse odvisno od tako imenovanega reprodukcijskega števila. Če bi bilo to reprodukcijsko število nekje tam 1,5, bi bilo to okrog 500 hospitaliziranih pacientov, verjetno enkrat v mesecu septembru. Po izjavah strokovnjakov z področja zdravstva smo praktično že v četrtem valu epidemije koronavirusa. Tokratna različica gama virusa je izjemno nalezljiva, zato je bistvenega pomena cepljenje, ki je najboljša zaščita pred okužbo. Vendar pa se to ne izvaja po načrtih, a kljub temu so nekatere regije, ki po procentu cepljenih prebivalcev odstopajo od slovenskega povprečja. Najboljša je v tem trenutku Zasavska regija, nas pa je zanimalo, kakšno je stanje v občini Litija. Zagotovo mislim, da je to ena od pomembnih skrbi, ki jih se v tem trenutku ukvarjamo tudi na občini, ne samo na inštitucijah, ki so za to najbolj poklicane, se pravi na področju zdravstva. Zato, ker bi dejansko res želeli, da bi javno življenje tudi jeseni naprej potekalo čim bolj nemoteno in da bi spet prišli kakor toliko v normalen okvir delovanja na vseh nivojih. Zato smo tudi z štabom civilne zaščite, zdravstvenega doma, tako potem gasilcev, Rdečega križa, krajevnih skupnosti, mestne skupnosti in drugih inštitucij pristopili k akciji cepljenja v našem kraju. Prvi krog se je zaključil prejšnji teden, bil je zelo ugoden, preko 140 cepljenih je bilo na 4 cepilnih mestih v naši občini, se pravi Ribček, Resnice, Hotič, Vače, Gabrovka. Zdaj pred nami je še naslednji, se pravi termin cepljenja v tem tednu. Po do sedaj zbranih prijavah sodeč bo prav tako približno podoben odziv.
Tukaj v mestu Litija, pa ob mestu, pa smo organizirali še, se pravi, cepljenje z tem, da smo organizirali možnost prevoza preko, se pravi, sistema Sopotnik in tudi tukaj zadeva lepo funkcionira. Jaz moram reči, da je do sedaj zbranih podatkih z prvim cepivom cepljenih že dobrih 46% občank in občanov. To je, se pravi, v primerjavi z slovenskim povprečjem, se pravi, boljši rezultat in želimo si, da bi, se pravi, v tem trendu tudi nadaljevali zdajle do jeseni, ker bi bilo zelo dobro, da bi do jeseni to akcijo tudi izpeljali zato, da bomo s tem zagotovili boljšo, se pravi, varnost ali sebi, ali pa svojim najbližjim in pa družbi kot celoti. In res pozivam še občanke in občane, ne glede na mogoče določena odprta vprašanja, če so kakšna odprta vprašanja, posvetujte se z svojim osebnim zdravnikom, drugače pa sem prepričan, da je odločitev, če so le pogoji za cepljenje, zagotovo pravilna odločitev. Podatki so torej spodbudni, nas pa je zanimalo še, kakšna je situacija v občinski upravi, na kar je župan Rokavec takole odgovoril. Velika večina, razen tistih, ki so zboleli, nekateri v poznem delu se je že cepila, tako da tukaj prehajamo na tisto obleko skoraj 100% ravno. 23. junija letos je bil sprejet odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje. Ta med drugim spreminja delitev vode na obračunskem glavnem vodomeru v večstanovanjskih stavbah skladno z določbami stanovanjskega zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. Da poenostavimo. V stavbah, kjer imajo vse posamezne enote stanovanja svoj vodomer, se razlika porabe med glavno in individualnimi merilnimi napravami posameznih enot razdeli sorazmerno glede na porabo posameznih enot. V stavbah, kjer imajo vgrajene individualne merilne naprave le nekatere enote, pa razliko porabe poravnajo vsi uporabniki brez internih vodomerov po številu porabnikov posameznih enot. Na komunali pa opozarjajo še, da v vsaki enoti preverite vodovodno napeljavo, da ne bi prišlo do puščanja vode, kar lahko privede do višjih stroškov. Spremembo odloka o oskrbi s pitno vodo spreminjamo oziroma usklajujemo s veljavno zakonodajo, način delitve vode v večstanovanjskih objektih. Bistvene spremembe bodo v tistih objektih, kjer imajo uporabniki le delno vgrajene interne odštevalne vodomere. To pomeni, da bodo razliko, ki nastane med porabo glavnega vodomera in seštevkom internih odštevalnih vodomerov, dobili zaračunano uporabniki, ki nimajo vgrajenih internih odštevalnih vodomerov. Pri tem lahko nastane težava, na primer v primeru dolgotrajnejšega puščanja, zato apeliramo na lastnike, solastnike, upravnike, da te zadeve na internih inštalacijah pravočasno odpravijo in uredijo zadeve. Dober mesec že poteka gradnja nove kolesarske steze med Litijo in Kresnicami. Poleg nje pa tudi celotna rekonstrukcija te cestne povezave po desnem bregu reke Save. Cesta je bila na nekaterih odsekih, predvsem med Podšentjurjem in Pogonikom, v obupno slabem stanju, enako tudi od Pogonika do Kresnic. Zato bo rekonstrukcija in izgradnja kolesarske steze izjemnega pomena, saj je ta cesta v primeru zapore glavne ceste Litija-Ljubljana tudi obvozna. Ja, res je, zdajle dober mesec dni intenzivno potekajo predvsem ta gradbena dela, se pravi rekonstrukcija, urejanje trase, urejanje brežin, tako se pravi podpornih zidov, ki temu sledijo, potem in pa nosilnih, se pravi opornih zidov na relaciji, se pravi Podšentjur-Pogonik, se pravi na tem delu, kjer bo kolesarska povezava šla predvsem po gozdnem območju in ki bo tudi ločena kolesarska povezava.
Moram reči, da gredo dela po načrtih. V letošnjem letu naj bi zdaj v poletnem času uredili predvsem ta predel med Počentjurjem in Pogovnikom. Potem se bodo dela izvajala predvsem na delu urejanja brežin, odvodnavanja celotnega cestnega telesa, potem utrjevanje cestne površine. No, pristopili smo tudi k projektiranju tega dela vodovodne povezave med podkrajem oziroma ne podkrajem od se pravi stanovanjske hiše Beden na odcepu proti Velikemu Vrhu pa do konca naselja Počentjurja za ureditev vodovodne povezave z, se pravi, litijskim vodovodnim omrežjem. To naj bi uredili pa v začetku prihodnjega leta, kjer bi v prihodnjem letu pa potem tudi rekonstruirali tudi ta del ceste med, se pravi, odcepom za Veliki Vrh pa do konca naselja Počentjur. Moram dodati, da smo na Ministrstvu za okolje in prostor dobili pozitivno odobren projekt sanacije ceste Pogovnik-Spodnji Kresniški Vrh. Tukaj je izvajalec že tudi izbran in bo v prihodnjih dneh tudi pričel z deli, se pravi rekonstrukcija in tudi asfaltiranje. Vse je tudi v okviru te kolesarske povezave Litija-Kresnice. Jaz mislim, da je ta povezava zagotovo izjemnega pomena in se mi zdi, da bi bilo prav, da bi to kolesarsko povezavo tudi poimenovali po našem zlatem olimpijcu Primožu Rogliču. Včeraj je v Zagorju ob Savi v gledališki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje potekala slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2021 ob 9. avgustu občinskem prazniku. V kulturno-zabavnem programu so nastopili Lado Bizovičar in znani zagorski glasbeniki. Župan je v govoru povedal tudi: Dokazali smo, da je naša volja do napredka neuničljiva, da sta nam stagnacija in predaja tuji, skrb za prihodnost pa prvi imperativ. Zato sem hvaležen, da mi je korona čas v tem času dano deliti z ljudmi, ki imajo enako pozitiven in navdihujoč odnos do sebe, tudi do svoje lokalne skupnosti, do naše Zagorske doline. Da jim je mar zanjo, za njene korenine in za njen razvoj. Edinstveni ljudje, ki tu bivajo, ljudje, ki znajo prevzemati odgovornost, ki znajo biti kot bolj pristna umetnina, to so ljudje, to ste ljudje, ki ste mi zaupali že 7 županskih mandatov. Decembra vstopam v zadnje leto tega mandata. Že Napoleon je spoznal, da je prestol le okrašen kos pohištva in da je pravzaprav pomembno tisto, kar je za njim. To pa ste vi, ljudje. Zaradi vas, spoštovane Zagorjanke, cenjene Zagorjanke, si želim biti tudi sam dober župan. Ali mi to uspeva ali ne, tudi v teh težkih časih, pa presodite sami. A v nekaj sem prepričan. Tisto, kar uspešnega človeka loči od neuspešnega, je vztrajanje. Na vztrajnost je prisegal tudi Appleov vizionar Steve Jobs, ki je govoril o uspešnih podjetnikih. Moja izkušnja je vsekakor politična. V politiki vztrajanja marsikdaj ne obredi sadov. Prepričan pa sem, da jih obrodita spoštenje, da jih obrodita strastno delo za ljudi, za skupnost, za njihovo in našo prihodnost. Zaradi te strasti nikoli nisem odnehal delati v tem po dobrem duhu vseh nas. Trdno verjamem, da sta strast in čujočnost tistih, ki premikata meje, in da je gonilo napredka ne more biti pohleb. Kajti čuječnost
se osredotočata na tisto, kar je v človeku, pohlep pa na vse materialno okrog njega. V življenju ni mogoče imeti rad le vrlin, zaslug in dosežkov. Lahko pa se človek strastno trudi in se neumorno prizadeva zanje. In to sem teh zadnjih let, 27 let, tudi počel. V Šmartnem pri Litiji je bila v nedeljo svečanost, na kateri so odkrili kip dr. Slavka Gruma, ki se je pred 120 leti tukaj rodil. Tako se je simbolno še en veliki Šmarčan vrnil v svoj rojstni kraj, nedeljska prireditev pa je pokazala, da v Šmartnem spomin nanj še živi. Slavko Grum se je v slovensko literarno zgodovino zapisal z izjemnim delom, dramo Dogodek v mestu Gogi, ki je bil za čas njegovega nastanka precej avantgarden, seveda pa je njegov opus obsežen. Kip je izdelal akademski kipar Anže Jurkovšek, o otvoritvi pa je več povedal šmarski župan. Najprej seveda to, kar ste že ugotovili, Šmarčani se vračajo v Šmartno. Tukaj je seveda razlog postavitve kipa 120-letnica rojstva Slavka Gruma, ki je v bistvu Šmarčan. Namreč, tako kot sem že na sami prireditvi rekel, v bistvu gospoda Slavka Gruma poznamo bolj kot Zagorjana oziroma Novomeščana. V bistvu pa so mi tudi že sami Šmarčani včasih rekli, sploh nisem vedel, da je rojen v Šmartnu. In mislim, da je prav, da smo ob tej visoki obletnici postavili kip v čast njemu, njegovim delom in seveda vsemu doprinosu, ki ga je imel tej skupnosti. Slavnostna govornica je bila državna sekretarka Ministrstva za kulturo, gospa Jarc, ki je, bom rekel, nam vsem ponovno mogoče osvetlila delo Slavka Gruma. Prav tako sem vesel sodelovanja skupin. Tukaj bi rad izpostavil tudi skupino Lila, ki je svojo razstavo še dodatno dala pečat celotni prireditvi. In nenazadnje smo v Šmartno ponovno, bom rekel, pridobili Šmarčana, Slavka Gruma, ki mu s tem kipom seveda dajemo neko priznanje za njegovo delo. To je bilo za danes vse, se vidimo v naslednjih novicah in lepo pozdravljeni.